Vsem prav lep pozdrav v imenu Slovenske demokratske stranke. Kratko opravičilo zaradi zamude, ker sem še govoril s nekaterimi strokovnjaki. Govoril sem pa o temi, o kateri bo tekla tudi ta tiskovna konferenca, to je novela zakona o elektronskih komunikacijah. Namreč zakon, ki ga je predlagala koalicija in z njim izjemno hiti, na kar so opozarjali tudi mnogi iz koalicije, žal pri tem niso zmogli toliko hrbtenice, da bi potegnili tudi konsekvence in zahtevali redni postopek, je namreč napisan tako, da dejansko oškoduje državni proračun oziroma da ni optimalen, če se zelo blago izrazim. Namreč zakaj gre? Predvideva delitev frekvenc za pač naslednjo generacijo mobilne telefonije, to je G4, za 800-herčni del spektra, tako kot od nas zahteva Evropska unija, vendar pri tem spreminja dosedanja pravila igre. Že sedaj je bilo možno izvesti za delitev pač javno dražbo, kar je tudi po naši oceni pozitivno, saj gre zagotovo pri tem za transparentni postopek. Vendar je model, ki ga oni predlagajo, precej nenavaden. Oni predlagajo dražbo CCA, to je dražbo, ki poteka preko elektronskih komunikacij, pri čemur pa, in to je bistveno, ne predvidevajo, da tisti, ki da najvišjo ponudbo in je torej zmagovalec dražbe, plača to, kar je ponudil. Ampak da bo plačal naslednjo najnižjo ponudbo, ki jo je dal nekdo pred njim. Zdaj, oni to utemeljujejo, da v nekaterih državah se je to pač obneslo, zaradi tega, ker bolj realno dosežejo ceno. Dejansko pa s tem oškodujejo državni proračun. V Sloveniji zdajle vlada ne dela drugo, kot da stiska podjetnike, stiska državljane z novim in novim privijanjem davčnega vijaka, napoveduje še dodatne nove davke, še višje obdavčitve. Po drugi strani pa v tem primeru se vnaprej odpove en modelu denarja, ki bi bil čisto normalna kupnina oziroma plačilo za uporabo nečesa, kar je javna dobrina. Frekvence so namreč nekaj posebnega, zaradi tega, ker njihovo število ni neomejeno. Količina frekvenc je vedno se šteje kot neke vrste naravna dobrina in jih znotraj Evrope deli pravzaprav v temelju Evropska skupnost. V tem primeru, ko gre za naslednjo generacijo, pa je zadeva toliko drugačna, da se pač podeli nekaterim distributerjem za ustrezno odškodnino. V danem primeru naj bi to potekalo po sistemu dražbe. Vendar zakaj ne bi potem tisti, ki je dal najvišjo ponudbo, to ponudbo tudi plačal, ampak bi plačal nižjo. Tisti, ki so strani vlade na seji, ki je bila žal v taki uri, da je praktično nihče ni mogel novinarsko pokrit, začela se je v 8. uri zvečer, predvčerajšnjim in potekala pozno v noč, so se lahko prepričali, da neke argumentacije pravzaprav za to ni bilo. Še bolj zanimivo je bilo, da se je še med sejo izkazalo, da so nekatere korake za tovrsten razpis in nekatera pravila že bila objavljena doma in v tujini, brez zakonske podlage. Zakon je prišel, bile so objavljene že oktobra, zakon pa je prišel v parlament šele 5. decembra letos, pred nekaj dnevi torej. Zakaj takšno hitenje? Najbrž ni treba preveč ugibati. Očitno se nekaterim zelo mudi in zelo verjetno so v ozadju že zelo daleč kakšni dogovori. Prav absurdno je bilo poslušati zagotovila strani predstavnikov vlade, ki so dejali, da bo tak model otežil vnaprejšnje dogovarjanje tistih, ki bi na dražbi sodelovali. Pa najbrž ni treba biti glede na izkušnje, recimo pri kakšnih gradbenih kartelih in podobnem, toliko, da ne bi vnaprej lahko uganili, kako bo to šlo. Nekdo bo dal, se bo z nekom dogovoril, bo dal ponudbo, ki bo nekje na rangu izhodiščne cene, tiste, ki bo določena, o tej so že govorili, bila ne bi izredno nizka, po mojem mnenju, tam določena ne bi bila okvirno na 120 milijonov evrov, in potem drugi bi pa dal absurdno visoko ceno, s tem bil zmagovalec, ampak potem recimo, da je ponudil 10 milijard evrov, potem mu ne bo treba plačati 10 milijard evrov, plačal bo 120 milijonov evrov, ker je to bila tista nižja ponudba, ki je bila pred njim dana.
Zakaj je temu tako, ni znal pojasniti nihče. Da se tem pa dejansko oškoduje javni interes, da je to v nasprotju z javnim interesom, je pa najbolj jasno vsem. Gre za prihodek proračuna, ki je enkraten za daljše obdobje in ki bi bil še kako dragocen v sedanjem času, ko vlada ne zna drugo kot privijati davčni vijak preko vseh meja in zaradi tega umira slovensko gospodarstvo, vsi ljudje pa slabše živimo. Toliko z moje strani. Če je kakršnokoli vprašanje, pa bom nanj z veseljem odgovoril. Preden pa zaključimo, pa bi opozoril še na nekaj. Ko smo končali s to sejo, je na hodniku predsednik Sveta za elektronske komunikacije, dr. Dušan Caf, opozoril, da so bile navedbe, ki smo jih dali z naše strani, še kako utemeljene. Da ni res to, kar govori in zagovarja vladna koalicija, da ne bi povsod imeli samo in izključno pač to drugo ceno, pravilo druge cene, kot se temu reče v angleščini. Vendar se izkaže seveda, da so zelo različni modeli in da druga cena naredi sistem bolj nepredvidljiv in da omogoča zelo, zelo velike manipulacije. Prav smešno je pa mimogrede kot zanimivost bilo, da so se sklicevali na zgodbo z ene sosednjih držav, češ kako je to sistem, ki preprečuje dogovarjanja in s tem manipuliranja, ampak točno v tisti državi se cela zgodba v tem trenutku končuje na Vrhovnem sodišču, ker je namreč prišlo do očitnega dogovarjanja, izrivanja nekoga tretjega in do bistvenih težav v izvedbi celotnega postopka, ki je bil na koncu škoda vsem. Pa je šlo za drugo pravilo, točno to, kar oni zagovarjajo. Toliko samo kot zanimivost, gre pa za sosedno Avstrijo. Pač, kolikor želite dodatne informacije, strokovne informacije, bi vam torej predlagal, da se obrnete tudi na doktorja Dušana Cafa, ki ima do tega zelo, zelo jasna stališča. On je pa sicer tudi predsednik Sveta za elektronske komunikacije in zanj sodeloval na seji.